Glejte, naslednja zadeva, ki jo želimo predstaviti, je gostota električnega toka. Tudi zadnjič je bilo vprašanje gostota magnetnega pretoka in sem rekel, bomo artikulirali tudi magnetni pretok in sem rekel, imamo tudi električni tok in tudi gostoto električnega toka. No, teh raznoraznih količin, če bi jih prešteli preko obeh semestrov, jih bo tam do 50 nekako. In vsako stvar bo treba na nek način opredeliti, predstaviti, jasno, da tudi z ustreznim zgledom, morda s kakšno grafično podporo in tako naprej. S potrebnimi oznakami, simboli in tako dalje. Ja. Zdaj je pa tako, ne, s tem tokom. Saj to je informacija, to je pretok skozi ploskev. Ampak, dobro, bom kar naslov naredil, gostota. Gostota električnega toka. Namreč, če si zamislite eno ploskev, pa bi pa takole žico okrog peljal. No, da bo malo razlike, bom to rečemo označil kot I1. Se pravi, če imam jaz neko ploskev, ta ploskev je itak katerakoli, a ne? Jaz pač se odločim, zanima me tok skozi to ploskev. No, in če bi bila situacija takšna, ne, da vam jaz žico nekje zakrivljeno in ploskev tako položim, da krivino pustim na enem koncu, ne, potem bo tok. Tale tok bo koliko? Nič, ne? To se pravi, očitno je, da to ploskev prečkajo naboji. Moj rezultat za tok skozi ploskev je pa tak, kot je, nič, ne? To se pravi, rezultat je nič, ampak to ne pomeni, da nimam migracije naboja čez to ploskev. To se pravi, verjetno bi bilo dobro pridobiti informacijo za pretok skozi najmanjši del oziroma skozi manjše dele te ploskve. Se pravi, če takole pogledamo neko ploskev, bi bilo verjetno koristno, da bi človek pridobil podatek za množino toka skozi neko manjšo ploskev, ki je del večje ploskve A. Ta ploskvica ima seveda tudi neko kvadraturo, jaz jo bom tako kot zadnjič označil z delta, torej ta delta imamo nekako rezerviran za malo količino nečesa ali pa malo množino nečesa. To se pravi, če je tok skozi ploskev, kaj pa vem, 3 ampere, nas zdaj zanima, kolikšen je pa tok skozi del te ploskve. No, ampak ta del ploskve je lahko majhen kakor čmo. S tem bomo dobili pravzaprav informacijo o pretakanju na vsakem delu te ploskve. Ne samo kumulativo, ampak na vseh mestih. Ja, zdaj pa takole, da bi rekel, osvetlili tele razmere ob takeli površini, katero migrirajo naboji, ioni, karkoli že je, delci. Potem bi jaz tole malo povečal. To si bomo večkrat takole privoščili. Bom jaz tisti krogec naredil in potem bom to kot pod drobnogledom predstavil v nekem večjem krogu. Takole. Torej, samo eno tako povečavo naredimo. No,
takole malo skicirajmo to parcelo. No, to je zdaj ploskvica. No, kar škoda je to karkoli prepogibati. Torej, ploskvica, ne, posebej, če je majhna, ne, jo lahko si zamišljamo kot trikotnik, pravokotnik, krog, a ne. No, in če je ta ploskvica majhna, je lokalno videti ravna, a ne. To se pravi, jaz lahko začnem, rekel, ali pa artikuliram tudi lice te ploskve z vektorjem, oziroma ga zaznačujem z vektorjem, ne. To se pravi, ta ploskvica ima neko lice, nekam kaže, a ne. In rečemo, da je tole vektor normale te ploskvice, ne. Se pravi, tale N je vektor, ki ima pač tako kot vsi vektori tri komponente, kot jih standardno označujemo z x, y, z indeksom, a ne. In ker je to enotski vektor, a ne, vektor po dogovoru absolutne vrednosti 1, to je neimenovan vektor, brez dimenzij, a ne, potem pač velja, da je pitagorska vsota nx kvadrat plus ny kvadrat plus nz kvadrat pač 1, a ne. No, ne bi več o tem pisal, saj bo še prilika na vajah in tako naprej. Lahko bi tukaj tudi smerne kosinuse zraven vpletel, ampak sej, to vam tudi matematiki povedo. Takole, in zdaj, v smeri tega normalnega vektorja, kot ga imenujemo, vpeljamo tudi vektor ploskvice, ne, ki ga takole pišemo. Delta A z vektorjem je n krat delta A. Ne. To se pravi, tale vektorski zapis ploskvice razbijemo na dva dela. Absolutno vrednost podaja tale kvadratura, to je toliko pa toliko centimetrov, milimetrov, mikronov kvadratnih, tole pa govori o smeri in usmerjenosti, kam je ta ploskvica obrnjena, ne. Tako. To je ena zadeva. Drugo, zdaj si bomo pa zamišljali določeno migracijo nabojev skozi tako ploskvico, ne. Zdaj, če se majčkeno uživimo ali v nek polprevodnik, kjer so nosilci, vrzeli, elektroni, lahko se uživimo v en del, rekel, elektrolitske kadi in tam imamo migracijo ionov, kationov, anionov, torej ali v prevodnik, a ne. Zdaj, skozi to malo ploskev, ne, to ploskev, zdaj migrirajo ti naši mobilni delci, migrirajo. In zdaj, ne, bom jaz majčkeno narisal, malo počakajte, da meni slika nastane, potem bomo pa nadaljevali. Jaz bom tukajle skiciral en paralepiped oziroma prizmo, poševno prizmo takole. Poševno prizmo, tole bo vektor višine te prizme, ki ga bom označil z delta L. Lahko ga bi označil tudi z diferencialom, ampak nekaj tako ostane. Torej, jaz si bom zdaj ob tej ploskvi, mali ploskvici zamislil, da se v nekem času delta T skozi to ploskev preseli ena množina naboja, ki je bila predtem v nekem kvadru ali prizmi, a ne, poševni prizmi, in bo zdaj prestopila to ploskev in prestopila jo bo pač, rečemo, v smeri tega vektorja z neko hitrostjo, jaz se bom pisal V. Se pravi,
Mislimo si ploskev in zdaj en paket nabojev, ki takole zdaj migrira skozi to ploskev. To se pravi, s tem kvadrom, ki smo ga tukaj, oziroma prizmo, ki smo jo tukaj poskušali malo skicirati in višino te prizme delta L, smo želeli samo nakazati tisti prostor, v katerem so naboji, ki bodo zdaj prečkali to našo opazovano ploskev. No in zdaj tok skozi to ploskev, ta tok delta I, ta tok, bo sedaj v smislu definicije, ne? To se pravi množina pretečenega naboja v času. In zdaj ta prehod se bo pa zgodil v nekem času delta T. Ne? Torej, ta paket nabojev si zdaj zamišljam, da bo v tem času prečkal. Ne? To se pravi, naboj, ki prečka to ploskev, zdaj pa ta naboj ima pa tudi svojo gostoto ρ. To je pa gostota teh mobilnih nosilcev naboja. A so to ioni, kationi, anioni, karkoli že. Torej, v tej prizmi noter imamo neko množino naboja. No, in zdaj zapišemo to množino naboja in jo potem še delimo s časom. A mi lahko kakšen narekuje množino naboja v tej prizmi z oznakami, ki jih imamo tlele gor. Množina naboja v tej prizmi je kaj? Gostota, ρ krat volumen. Zdaj pa poskušajte izraziti še volumen. Ja? Ja, ampak zdaj je tako, ne? A veste, če jaz tukaj malo še enkrat eno tako skico naredim, da ne bom tiste tam, bi rekel, takole, ne? Takole je tole in to je zdaj ta naš vektor S, rečemo površina, to je pa, rečemo, L. To je zdaj ena poševna prizma z osnovnico oziroma vektorjem, ki pripada tej osnovnici. Tale vektor pa predstavlja stranski rob. Volumen je koliko? Ja, S skalarno L. Ker skalarni produkt odtipava projekcijo. To lahko pišemo tudi kot S po iznosu krat projekcija tega vektorja na ploskvico. Ta projekcija je pa tole, ne? To je LS. Torej, višina je projekcija na pravokotnico. No in v duhu tega bomo zdaj zapisali kaj? Pri nas bo pa volumen vektor ploskvice krat dl. Torej, vektor ploskvice krat zdaj ta rob te prizme, deljeno z delta T. No, zdaj imamo pa tale kvocient. Mi smo rekli, da si predstavljamo tale naboj, ki v času delta T prečka. To se pravi, če ta naboj v delta T prečka, potem je tale kvocient enak čemu? Kar na glas. Hitrost, tale hitrost V. Tole je hitrost V. To se pravi, da lahko tole dalje pišemo, da je to ρV krat delta A. Torej, začetek, konec. No in tule izkoristimo priliko in tale produkt poimenujemo z novim vektorjem. To je vektor gostote električnega toka. Torej, če gostoto množimo z vektorjem ploskvice, dobimo tok. To se pravi, enote tega so amperi na kvadratni meter. Tole so amper sekunde na kubični meter, hitrost so pa metri na sekundo, pa se en meter krajša, pa tudi sekunda se krajša, to so amperi na meter. To se pravi, to je gostota. Takole, ne? To se pravi, in sedaj lahko po novem tole pišemo
kot tokovna gostota krat vektor ploskvice. Tokovna gostota je pa vektor, ki je vzporeden z vektorjem hitrosti. Zdaj, če so ti naboji pozitivni, je to vektor v isto smer. A ne? Če bi bili ti naboji negativni, a ne? Potem je smer vektorja J in smer vektorja V nasprotna. A ne? Takole. To se pravi, mi zdaj lahko zapišemo tok skozi neko malo parcelico na tej večji ploskvi, zapišemo zdaj s produktom tokovne gostote, ki jo opredeljujemo s produktom gostote migrirajočega naboja krat hitrost. Ne? No, pa bi za hip ostal še pri tejle enačbi, potem bom pa nadaljeval zgodbo. Ne? To se pravi, ostanimo pri tejle enačbi, ki jo še enkrat ponovim. Zdaj pa tako, že večkrat sem rekel, mi se moramo počasi navaditi, da je nosilcev električnega toka tudi več. Skozi že omenjamo protone, elektrone, ione in tako naprej, vrzeli. To se pravi, pa ne samo njih, ki jih razumemo kot neke tako imenovane proste naboje. Pod vplivom električnega ali magnetnega polja se pojavlja tudi dodatno gibanje tudi vezanih nabojev. Torej tistih, ki so v notranjih lupinah in jih električna ali magnetna sila ne iztrga iz objema jedrskih sil. Tako da v nekem širšem smislu moramo to tokovo gostoto razumeti kot gostoto ρ1 krat V1 plus ρ2 krat V2 plus, če je teh različnih struktur več, je treba smiselno vzeti gostoto vsake strukture, torej gostoto anionov krat njihova hitrost. Ne? Torej nek elektrolit disocira in ni rečeno, da se kationi enako hitro gibljajo kot anioni. A ne? In tako naprej. Ne? No in če boste na našo spletno stran pogledali, je bila pred leti ena kolokvijska naloga tudi taka, da je bil primer večjih struktur s hitrostmi in je bilo treba izraziti, določiti vektor tokove gostote v takem primeru. Torej, že zdaj vas prosim in nagovarjam, odpirajte te naše spletne strani, videli boste naloge, kakšne naloge dajemo na izpitu na kolokviju. Če boste pogledali še 3 leta nazaj, ko smo imeli sistem brez tega obkroževanja, smo pri izpitnih in kolokvijskih nalogah zraven priložili tudi rešitev oziroma potek rešitve. In to je pravzaprav ena lepa zbirka rešenih nalog. In dajte že zdaj začeti iz tiste kolekcije iskati naloge, ki se naglašajo na aktualno temo. Že zdaj. In se vadite. Ampak ne na ta način, da samo gledate. Vi morate prepisovati. Način učenja je prepisovanje, ponavljanje. Ponavljanje je način učenja. Športnik ponavlja, da se zvrzira, glasbenik ponavlja in to mora tudi bodoči inženir ponavljati. Ampak ne tako, da se vrže v fotelj, noge gor, a veste, pa pijača v levo, neke čipse v drugo, pa nekaj lista. Ne. To ni učenje. Učenje je knjiga, zvezek, predavanja, vaje in potem kup šmer papirja, svinčnik in to prepisuješ. Delajte si čitljive zapiske. To sem že prvo uro rekel. Vam bom osebni primer povedal. Bil sem v 3. ali 4. letniku in jasno, da pri strokovnih predmetih brez matematike ne gre. In sem moral nekaj pogledati iz matematike 1, 2, 3, jaz ne vem iz katere. Sem vzel zapiske in ne boste verjeli, ko sem gledal zapiske, sem slišal profesorja.
To je tisto, kar vam želim povedati. Kakšen bo rekel, jaz se bom dal to kar na Xerox. Jok, tega glasu, te zvočne opreme na tistej Xerox kopiji ni. Zato je pomembno, da zapiske sami delate. Čeravno so malo slabše kakovosti, ampak vaši so. In je na tistem listu več, kot vi mislite, da je. Več, kot vi mislite. Zato delajte tako, no. Vsaj tisti, ki me boste poslušali, se vam bo to zelo hitro obrestovalo. Tako. Ja, in bi tukaj morda naredili kar zgled. Takole. Bomo vzeli en zgled, ko bomo pravzaprav nekako ignorirali, preskočili vektorje, nas bojo zanimale absolutne vrednosti. To takrat pišemo brez palčk, J je ρ absolutno krat V. To se pravi, absolutna vrednost gostote toka, absolutna gostota prostorninska gostota nosilcev in pač njihova absolutna vrednost hitrosti. No in zdaj, če vzamemo naš prevodnik, zdaj, če si tukaj mislimo elektron, elektron je negativen in zdaj, če je njegova hitrost tukaj takšnale, potem bo s tem pa tudi naboj ρ, potem bo tokova gostota kot vektor nasprotne smeri. Torej, nas zanima pa tukaj samo absolutni odnos. No, in bomo vzeli kar primer prevodnika, v katerem je tale gostota toka, rečemo, izberimo si. To vsi električarji, veste, ki nosijo takole Phasenprüfer, pa jih zjutraj v bifeju vidite, nekje. Oni so ta glavni. Tudi on ve, ko izbira žice za inštalacijo, ve, kaj bo gor priključeno in temu primerno izbere debelino žice in on ve, da so gostote toka 4 ampere po kvadratnem milimetru nekaj, kar je že kar dosti in preveč. To se pravi, če vzamemo 4 ampere po kvadratnem milimetru, kar ustreza tudi 4 megaampere po kvadratnem metru, to je nekako maksimirana gostota. Zakaj? Vemo, poznamo toplotni učinek električnega toka. Če je v žici tok, se ta žica segreva. To bomo govorili v okviru Joulovega zakona, termični učinek električnega toka. Če so gostote večje, tudi take primere v elektrotehniki imamo, potem je treba take vodnike, prevodnike, je treba hladiti ali jih ventiliramo. Pogosto so pa taki vodniki, posebej pri kakšnih močnih porabnikih, so z luknjo v sredini in so hlajeni, rečemo z oljem. Rečemo v industriji velikokrat srečujemo take primere. Rečemo pri indukcijskem segrevanju so ti vodniki votli in skozi to luknjo, ta makaron, se pošilja hladilno tekočino, ki odvaja to prekomerno toploto, takrat so tele gostote lahko tudi 10 ali več amperov po kvadratnem milimetru. Sicer se pa držimo številk, ki so spodaj. No, ampak vseeno, rečemo, da smo šli tukaj na nek rob. Gostota naboja poznamo, to že od zadnjič. Gostota naboja smo rekli, da je za baker. Baker smo rekli na 29. mestu. 3 lupine so polne, zadnja ima samo enega, prva lupina 2, druga 8, tretja 18 je že 28, na 29. mestu je, se pravi na 4. lupini je en sam. No, in tam smo rekli, da je tale gostota 1,34 krat 10 na 10 kulona na kubični meter. Če malo nazaj pogledate, absolutna vrednost brez minusa. No, iz tega ven izračunamo hitrost.
hitrost je j z rho absolutno, to je potem j je 4 krat 10 na 6 deljeno z 1,34 krat 10 na 10. Enote pustimo za na koncu, a ne? In to je približno, no 4 deljeno z 1,34 se glih lepo ujame, to je približno 3, a ne? 3 krat 10 na minus četrto. To se pravi, je to 300 mikrometrov na sekundo. Torej, gibanje zdaj teh elektronov v naših žicah je s tako hitrostjo. To se pravi, če bi en izbran elektron pobarval na rdeče, ne, in bi ga v žico spustil, greš lahko kamot napir in bo na koncu metrske žice ravno ven padel. Tako, torej, hitrosti so majhne, ampak mi vemo, da to ni edina hitrost, ki jo imajo nosilci. Mi vemo, tudi če ni prisotno električno polje, tudi če ni prisotna električna magnetna sila, torej če ni prisotna nobena takšna sila, se ti delci gibljajo zaradi pač termičnega gibanja, to se pravi zaradi notranje energije in tako naprej. To se pravi, ti delci se gibljajo takole, a ne? Tole so tako imenovani trki, trk. To se pravi, elektroni, prosti elektroni, že brez učinkov električnega magnetnega polja begajo po tem prostoru, medatomskem prostoru. In te hitrosti so reda velikosti 10 na 5, 10 na 6 metra na sekundo. To te hitrosti so visoke, ampak tisto urejeno gibanje, kot je kolega tukaj na začetku rekel, kaj je to urejeno gibanje, no tisto gibanje, ki mu rečemo urejeno in je posledica neke tudi urejenega delovanja, ne neke zmede, ampak nekega, bi rekel, stalnega delovanja električne ali magnetne sile. Torej, tak delec ne bi nikamor prišel, statistično gledano. No, ta trk razumemo kot kaj? Kot prihod nosilca v območje enega atoma, kjer ga matični delci izrinejo ven. To ni trk, da bi ga slišal, ampak je to samo, bi rekel, metaforično trka. In tudi govorimo o modelu trkov, tudi to uporabljamo pri študiju prevodniških lastnosti naših elektrotehniških materialov. Model trkov. Čeravno to ni trk v tistem, bi rekel, klasičnem pomenu. No, seveda, če pa na ta delec deluje neka urejena, organizirana sila, ali pa na delce, potem se pa takole dogaja, da je njegovo gibanje takole, To se pravi, on ima še vedno to komponento kaotičnosti, ampak zaradi urejenega delovanja, rečemo, sile, ki deluje v levo, tako kot tule, ali pa v desno, se to zdaj ni pomembno, tale pot, ki jo opravi, deljeno s časom, da to opravi, je pa tale hitrost. Torej, ta hitrost, ki jo tukaj artikuliramo, je hitrost kot posledica delovanja neke organizirane sile in ta hitrost je proti termičnim hitrostim, zavidite za koliko, za skoraj 10 dekadičnih razredov manjša. No, zdaj bi se pa vrnili nazaj na to točko.
Torej, zdaj imamo zapisan tok skozi malo ploskvico, ta naj bi bila čim manjša, na takle način. In zdaj, ker nas pa zanima tok skozi celo ploskev, bo treba te toke sešteti. To se pravi, kaj bo potrebno narediti? Na tej ploskvi bo potrebno načelno organizirati neko parcelacijo. To se pravi, vsaki ploskvici bo treba prirediti njen vektor. Teh ploskvic bo nekaj, rečemo 10, 100, 1000, v limiti neskončno, in to bo neka kata ploskvica. K je pa 1, 2 do n. Ta n je pa čim višje število, če želimo, da je ta tok čim bolj precizno zapisan. No in seveda na tej ploskvici imamo tudi neko tokovo gostoto. Jaz bom tukaj označil to točko kot centralno točko te parcelice, kot TK. To se pravi, zdaj tokovo gostoto zdaj razumem kot funkcijo, vektorsko funkcijo, ki je od točke do točke na tej ploskvi različna, ne? Ker migracija na posameznih delih te ploskve je različno intenzivna. Nekje bolj, nekje manj, nekje v eno smer, nekje v drugo smer, tega ne vemo, ampak na vse to smo pripravljeni. To se pravi, da je tale tok I, delta I, ga bomo indeksirali s K. In bomo pisali, delta IK je pač tokova gostota na tistem mestu, na mestu te parcelice, krat vektor ploskvice. To bo zdaj tok skozi to ploskev. Teh ploskev je pa 100 000 milijon. In seveda, tok I, seveda, vse to, kar pišemo, velja seveda pod privzetkom, da so te ploskvice res majhne, sicer pa to velja bolj kot ne samo približno. Če bo ta ploskvica prevelika, bomo to rekli, da je to približno, seveda. Kako drugače? Enako tudi tule, mi smo tukaj pisali enačaj, sicer je pa to približno, ker je to pač neka ploskev, ki je nekih milimetrskih izmerah, je takšnega. To se pravi, tale zadeva naj bi šla formalno proti neskončnosti, če želimo, da bo zadeva pošteno opravljena. To se pravi, tok skozi to ploskev, to se pravi, tale tok skozi to ploskev, bo zdaj kaj? Ja, seštevek teh delnih tokov, pa kaj še? Tale N bo moral iti pa proti neskončnosti. To se pravi, spet bo tukaj zadaj nek limitni postopek. To se pravi, bomo pisali limita, ko gre drobljenje oziroma parcelacija te ploskve proti neskončnosti. Seveda suma teh delnih tokov, ko gre K od 1 do N. Se pravi takole. To se pravi, jaz moram zdaj sešteti, izvesti neko precizno seštevanje. No, in zdaj, če to zanesemo noter, spet pišemo limita, N proti neskončnosti, in potem suma, K je 1 do N, zdaj pa namesto toka pišemo pač tole. Se pravi, J na tistem mestu krat ploskvica in to je to. No, in čemu je zdaj tole enako? Ima kakšen morda odgovor? Takole zadevo v neki zelo podobni obliki ste že srečali tudi v gimnaziji. Ja, integralu. No, tukaj bom jaz vseeno ponovitev naredil iz vaše matematike. To se pravi, če imamo neko funkcijo f od x in je to nek interval znotraj te funkcije. In zdaj, če tukaj izvedemo neko parcelacijo, da je tole nek delta xk, to se pravi, da so to podintervali tolikšne dolžine, n jih je, in če izvedemo
izpeljemo oziroma opravimo limito tele vsote, ko gre k od 1 do n pa seveda proti neskončnosti, produkta f od, zdaj bom to tukaj označil ksi. Ksi to je pa ena točka znotraj tega intervala širine delta xk. To je katerakoli točka tule in seveda funkcijska vrednost je pa seveda f ksi k. To se pravi krat delta xk. Se pravi, če vzamemo funkcijsko vrednost nekje znotraj tega podintervala in množimo z širino intervala in to ponovimo po vseh podintervalih in si mislimo, da te intervale delimo v neskončnost, to se pravi, da jih vse krajšamo, ne samo nekaterih, ampak vse, potem je tole dejansko definicija določenega integrala. No, tukaj ni nič posebenega, torej vlogo funkcije zdaj prevzame tokovna gostota, vlogo intervala prevzame pač naša ploskvica, skalarni produkt vemo, to je množenje dveh vektorjev na poseben način. Seveda, da tole lahko v nadaljevanju zapišemo, da je enako integral tokove gostote krat diferencial ploskvice po tej ploskvi. To se pravi, jaz moram seštevati male tokove oziroma diferencialne tokove. Na vsaki ploskvici je zdaj tok ustrezno diferencialen. To se pravi, če bi zdaj tole povzel, I skozi A je enako seštevek tokov skozi male ploskvice. Torej, jaz bom velikokrat pri besedi integral uporabil kar soznačnico vsota. Tukaj je odzadaj vsota. In ko boste vi v življenju integrirali, boste dejansko seštevali. Večina vaših računalniških programov, ker brez tega itak ne gre, se bo vršila preko seštevanja. Torej, vsota malih tokov. In slika, ki temu pritiče, bi bila pa takale. Tole je tok, tole je mala ploskvica, tole je tokova gostota in tok skozi to majhno ploskvico je pa ustrezno diferencialen. Torej, tok skozi neko ploskev A sedaj sestavim kot vsoto malih tokov oziroma diferencialnih tokov. Morda za konec, rad bi vam, oziroma privoščil bi vam, da ta orodja, matematična orodja, začutite, doživite, da jih skapirate, da jih začnete čim prej učinkovito uporabljati, ne samo pri elektrotehniki, tudi pri fiziki povsod. In da znate potem tudi pri matematiki ne samo gledati abstraktno neko funkcijo, ampak da si poskušate zamišljati, kaj bi bila to lahko neka funkcija v fiziki, v elektrotehniki. In bo s tem tudi matematično dojemanje zadev lepše steklo. Torej, matematiko ne smete gledati kot nekaj, kar je stran od fizike in naše elektrotehnike, ampak nekaj, kar živi skupaj. In vi morate znati te stvari lepo povezati. In za tole integracijo bi vam tole svetoval vsakmu posebej. Vsi veste, da je integral od nič do pi polovic, rečemo, sinus x dx koliko? Koliko je integral od sinusa? To je primer analitične funkcije, kjer si lahko pomagamo z nedoločnim integralom. Že prej smo imeli minus kosinus, ja. No, zgornja spodnja meja, oziroma najprej spodnjo, ker imamo minus, to se pravi kosinus pri nič je 1, minus kosinus pri polovici, to je 1. Se pravi, če bi zdaj takole zrisali, tole je pi, dejansko smo zdaj zintegrirali
funkcijo sinus x, oziroma dobili smo vrednost, ki je sorazmerna tele šrafuri. Sorazmerna šrafuri. Tale enka je sorazmerna šrafuri. No, seveda lahko pa to delamo tudi takole, to se pravi, da integral od nič do pi polovic sinus x dx predstavim kot neko vsoto. Seveda ta vsota bo takrat približna, k je 1 do n, sinus od sinus, če ponovim tamle, ksi k krat delta xk. Se pravi, da jaz to sinusno funkcijo razdelim na te podintervale in jemljem funkcijsko vrednost na tem podintervalu in vam priporočam, da vzamete, rečemo, za n, kaj povem, 10. To se s kalkulatorjem naredi vse skupaj v eni minuti, ko imate pripravljeno. In naredite tole, za n je 10, pa še nekaj, ker je tale točka lahko katerakoli točka v tistem podintervalu, si lahko vzamete točko na levem robu podintervala, lahko vzamete točko na desnem robu podintervala, lahko vzamete nekje vmes, morda v sredini in boste videli, da se ti rezultati rahlo razlikujejo. Če bodo pa tili intervalčki krajši, bojo pa ti trije rezultati lepo skupaj šli in bodo šli počasi proti 1. Višji, ko bo n, bolj bo to težilo k skupni vrednosti. Če boste to naredili, vam bo veliko lažje vsak naš integral, ki ga bomo tule zapisali, ki bo vedno in vedno pomenil vsoto in nič drugega. Vsoto, seštevanje. Hvala lepa. Zdaj bi pa še prosil seznam, če mi ga lahko posredujete. Fino. Jutri, oprostite, tule je vaš kolega, ki nekaj sprašuje. Ksika. Ksi je grška črka, ne? A je v redu?